V glavnem mestu še zadnji sobotni dvoboj. Olimpije doma pričakala Radomlje, dvoboj prvo in zadnje uvrščene ekipe prve lige. Radomlje so na zadnji tekmi visoko izgubile proti Domžalam s kar 5-0, medtem ko je Olimpija zmagala pri nogometaših Celja z 0-1. Eleke je prvi sprožil v 6. minuti, tokrat nekoliko mimo vrat gostujočega vratarja Ivačiča. 16. minuta in strel Zajca. Dobra pozicija, ampak na koncu nekoliko preslab zaključek najboljšega strelca Olimpije v letošnjem prvenstvu. Do konca prvega polčasa še napad Olimpije v 30. minuti. Benko, odlična obramba Ivačiča, žogo pa je v prazno mrežo pospravil Miha Zajc, ki je bil najspretnejši in zabil še en gol v letošnjem prvenstvu. Odličen strel Benka, še lepša obramba Ivačiča, a Zajc je imel tokrat lahko delo, iz nekaj metrov je žogo zgolj pospravil v mrežo. Do konca prvega dela še prekinitev v sodniškem podaljšku, tokrat je podal Miha Zajc, žoga pred vrata, Eleke je streljal, a tokrat nekaj centimetrov mimo gola, ostala je pri rezultatu 1-0. Drugi polčas in prva kombinacija za Ljubljančane. Takole so poskušali domači in padec v kazenskem prostoru. Ni bilo prekrška za 11-metrovko, Kirm je bil pri žogi, a tokrat se piščalka ni oglasila. Še napad za Ljubljančane po dobri uri igre in to je bila lepa situacija, kjer je žogo v mrežo pospravil Andraž Kirm in zabil prvi gol v ljubljanskem dresu v letošnjem prvenstvu. Dobre igre iz prejšnjih tekem je kronal tudi z novim zadetkom, tokrat je žogo pospravil v mrežo, lepo se je znašel tule Benko, potem pa še en strel in Kirm na drugi vratnici, tisti, ki je žogo dokončno pospravil v mrežo. Olimpija je imela prednost 2-0. To je bila izjemno lepa prednost za Ljubljančane. V sodniškem podaljšku še priložnost za Radomlje. Prvič je bil na pravem mestu Vodišek, odlična obramba vratarja Olimpije. Začasni gol Radomelj je nekaj zmanjkalo, potem pa odbita žoga in še en poskus za goste in ponovno Rok Vodišek, ki še vedno nima zadetka v svojem mreži, odkar brani pod taktirko Luke Elznarja. Končni izid v Ljubljani, Olimpija, Radomlje 2-0. No, bili so elementi danes, ki niso bili na vrhunski ravni, ampak to se spregleda ob zmagi. To je tretja tekma za nas v nizu, ki je zelo zahtevna. Nekako smo naredili svoje delo, opravili, kar je bilo potrebno. Morda nismo imeli te iskrice, da bi Stožice se malce dvignile na noge. Moramo to iskrico za naslednjič tukaj doma iskati. Ja, mislim, da smo tudi že prejšnjo kolo, čeprav je bilo 5-0, mi smo poskušali igrati in presenetiti relativno boljšega nasprotnika v tem momentu. Tudi danes mislim, da smo drago prodali kožo. Jaz moram pohvaliti svoje fante. Mi smo ne dvakrat, trikrat slabo reagirali v 16-metrskem prostoru. Drugače smo bili v polju pravi, nismo se bali prehodov. Prehodi so bili dobri, vendar v zaključku smo bili mogoče malo premalo konkretni. Se pravi, ko smo imeli žogo nekje na 20-30 metrov, smo iskali idealno rešitev, bilo bi treba večkrat zaključiti mogoče prej, pa bi se danes mogoče drugače končalo. Olimpija je imela sicer neko inicijativo, vendar, tako kot sem že omenil, danes so fantje dobro odgovorili, kar doskrat smo ustvarjali probleme v njihovi zadnji liniji in mislim, da če bomo nadaljevali po tej poti, da bomo kmalu tudi dosegli prvo zmago.